Nekoč je živela svinja, ki je imela 3 prašičke in premalo hrane, da bi jih nahranila. Ko so bili dovolj stari, jih je poslala v svet, da bi si postavili vsak svoj dom. Prvi prašiček je bil zelo len. Zdaj mi ni treba hoditi tako daleč v opekarno. Raje bi manj delal, potem pa preostanek popoldneva užival. Delati ni želel, zato je svojo hišo zgradil kar iz slame. Drugi prašiček je bil malenkost bolj priden, čeprav tudi nekoliko len. Zdaj mi ni treba hoditi tako daleč v opekarno. Palice so veliko močnejše od slame, mislim, da bodo opravile svoje delo. Vseeno sem tako utrujen, raje bi manj delal, potem pa preostanek popoldneva užival. Zato je zgradil svojo hišo iz palic. Nato so skupaj peli, plesali in se do konca dneva neizmerno zabavali. Tretji prašiček je ves dan trdo delal in svojo hišo zgradil iz opek. Bila je zelo robustna, opremljena z lepim kaminom in dimnikom. Zdelo se je, da lahko zdrži tudi silo najmočnejših vetrov. Naslednji dan je v bližino domovanja 3 prašičkov prišel volk. Zagledal je prvo slamnato hišo in povohal, kaj je bilo notri. Prašiček, je zavpil. Ta mali prašiček bi lahko bil odličen obrok za mojo večerjo. Odtrkal je na vrata in zavpil. Prašiček, prašiček, le hitro odpri. O ne, ne bom, volku ni dobro pogledati v oči. Nato je volk pokazal zobe in rekel. Od jeze bom pihnil in hiško odpihnil, še preden prešteješ do 3. In res, od jeze je močno pihnil in hišo odpihnil. Kakor je mogel, je volk na široko odprl čeljusti, toda mali prašiček je pobegnil pred volkom in hitro stekel k drugemu prašičku, da bi se skril. Volk je pot nadaljeval po stezi in se ustavil pri drugi hiški iz palic. Zavohal je prašička v notranjosti in njegova usta so se ob misli na okusno večerjo začela cediti. Potrkal je na vrata in zavpil. Prašiček, prašiček, le hitro odpri. O ne, ne bom, volku ni dobro pogledati v oči. Nato je volk pokazal zobe in rekel. Od jeze bom pihnil in hiško odpihnil, še preden prešteješ do 3. In res, od jeze je močno pihnil in hiško odpihnil. Oba prašička sta obstala pred strašnim volkom. Ta je poskušal ujeti oba prašička naenkrat, vendar je zaradi pohlepa s svojimi močnimi čeljustmi ugriznil samo v zrak. Oba prašička sta zbežala tako hitro, da se je za njima kar kadilo. Volk ju je lovil in na koncu poti skoraj jo ujel. Na srečo sta oba prašička v opečno hišo prišla pravočasno. Zaloputnila sta vrata in pustila volka stati pred njimi. Vsi 3 prašički so se v hiši stiskali od strahu. Volk cel dan ni jedel, zato je od lovljenja prašičkov postal zelo lačen. Zdaj, ko je lahko zavohal vse 3 prašičke, je vedel, da ga na drugi strani opeke čaka čudovita večerja. S taco je udaril po vratih in zavpil. Prašički, prašički, hitro odprite. O ne, ne bomo, volku ni dobro pogledati v oči. Nato je volk pokazal zobe in rekel. Od jeze bom pihnil in hiško odpihnil, še preden preštejete do 3. No, zajel je zrak in močno pihnil. Puhal je in pihal. Puhal je in pihal. Še močneje je puhal in pihal, a hiške ni odpihnil. Močno utrujen in zadihan je rekel.
Ne morem več pihati in puhati. Ko je ugotovil, da s svojim puhanjem in pihanjem hiške ne bo odpihnil, se je volk močno razjezil. V hiško se bom spustil skozi dimnik, je rekel. Splezal je na vrh strehe, prašički pa so takoj videli, kaj namerava storiti. Nad ogenj so zato postavili največji lonec in v njem zavreli vodo. Ko se je volk spustil skozi dimnik, je eden od prašičkov odmaknil pokrov in volk je padel naravnost v vrelo vodo. Prašiček je takoj zaprl pokrov in to je bil konec za velikega zlobnega volka.